Lepo pozdravljeni v knjigarni Celjske Moholjeve družbe. Z nami sta igralec in avtor knjige Jernej Kuntner ter antropologinja, sourednica dr. Jerca Legan. Lepo pozdravljena. Dober večer. Dober večer obema. Dogajalo se je v snežniških gozdovih, pravlično lepih, v takih, katera še nišče nikoli ni stopila človeška noga. In če gre človek dovolj daleč, dovolj globoko v gozdove, se zgodi najlepša pravljica. Jernej, kako globoko je treba iti in kaj se tam zgodi? Ja, treba je iti zelo globoko, zelo daleč, ker je že toliko človeštva, da v bistvu smo zavzeli vse začetke, vse obronke, tako da mogoče res samo centri vseh gozdov in pragozdov so še nedotaknjeni. No in za to pravljico je treba iti čist tja na sredo noter, v center. Enkrat si rekel, da včasih je dedek Mraz prihajal izpod Triglava, to ni bilo dovolj daleč. Ja, to je za otroke, tako je. Ja, v bistvu me je res, ta zgodba me je asocirala. Jaz, ki sem bil mečken, je bil dedek Mraz v teatru, v mestnem, in je seveda eden dedek Mraz bil, in je bil tako, bi rekel, igralsko duhovit, da ni govoril, ne vem, odkot je prišel iz severnega tečaja, ne vem kaj, ampak je rekel, prišel sem daleč izpod Triglava. In to je bilo meni takrat otroku krasen, kako daleč izpod Triglava. Aha, sej tam noter je. Jaz vem, ker sem imel botračka, imam v Begunjah, in to je tudi pod planinami. Da Triglavu sem skoraj tudi že bil takrat, sem vedel, sem hodil okoli tam, da to ni toliko daleč. Ampak sem pa rekel, verjetno pa je toliko daleč, meni se mogoče ne zdi. No, in je bilo to v otroški glavi daleč. In zato se mi je zdel fino, da bi to pravljico postavil ne pod Triglav, ampak drugam nekam pod Snežnik, pod en kranjski Snežnik, ki je sneg gor. Zdaj smo v glavnem sploh po zimi veliko v zaprtih prostorih. Kakšen navdih pa je narava? Veliko govorimo o njej, kako je krasna, kako nas navdihuje, ampak v resnici, kakšen navdih je narava za vaju pravzaprav? Jaz začnem? Ja, seveda, jaz sem tudi malo mislil, da bom biolog, preden sem bil igralec. Tako da pri meni zelo igra narava, kakorkoli. Vse sem, ko sem bil mehen, sem raziskoval, se ukvarjal s stvarmi na vikendu, kjerkoli smo bili, tako kot Srnica Berta. Tako da nekako sem sebe mogoče res opisal tam. Tako da vsaka zgodba, vsak, bi rekel, neka ideja, se verjetno mi porodi v naravi. Kadar vidim in kar vidim. Vse veliko pa tudi uide. Doktorica Legan, vi ste prepoznali vrednost te zgodbe. Kakšno je tisto sporočilo, ki ga je vredno deliti z otroki, oziroma kaj vas je najbolj nagovorilo tudi iz narave pravzaprav? Ja, če se lahko najprej navežem ravno na to misel, kako pomembna je narava v vsakdanjem življenju, da prikličemo nazaj ravnovesje, ki ga je nekdaj človek že imel, ko je bil bolj v stiku z naravo. Ker zdaj so nove tehnologije, ki nas vsakodnevno odmikajo od tega in je vsako vračanje v naravo velik dar. In ta pravljica, zgodbica o srnici, ki je plaha, pa hkrati bistra in močna v sebi in stopi iz vrste, kjer je sicer neopazna potem kot zmagovalka na koncu, pravzaprav pokaže, kako so otroci danes po eni strani plahi, po drugi strani pa potrebni potrjevanja in tega, da se poistovetijo za svojimi vrstniki in hkrati, da stopijo iz vrste ven in da ostanejo v stiku z naravo. In Berta in sploh slikanica zaradi ilustracij naše vrhunske ilustratorke Polone Lovšin prikličajo vse te podrobnosti narave, ki nam jih daje in ki jih več ne vidimo. Metuljčke, čmrlčke, črvičke, veveričke. Skratka, to je en tak sprehod skozi naravo, ki jo danes otroci skoraj da nekateri več nimajo stika z njo.
In jaz lahko dodam in se res tudi vidim v tem, da, tako kot je rekel Jernej, tudi sama iščem navdih v naravi in je narava vedno tista, ki mi daje neko ravnovesje in ki potegne ven iz nas zamisli, da jih lahko prečistimo in da se v bistvu umikamo od teh vseh bombardiranj z informacijami vsakodnevnih. In to je neka meditativno okolje, ki človeku da nazaj to, kar je pač že imel. In otroci, mislim, da se bojo ravno v tej Berti prepoznali, kako ona skozi to brutalno naravo preživi in kako v bistvu sobiva z svojimi vrstniki. Hkrati so pa te ilustracije res čudovite, danes ni z nami ilustratorke Polone Lovšin, ampak vi ste res verjeli, da je ona prava za to zgodbo, začutili ste zgodbo in zdaj, ko je vse skupaj se zložilo v tako čudovito slikanico, je bilo vredno čakati, oziroma ste imeli dober občutek za besedilo in sliko. Ja, definitivno. Jaz, ko sem prvič, ko je v bistvu Jernej, da se poznava že preko 20 let in je zelo skromno podelil z mano, da ima zveščič, v katerega si zapisuje zgodbice. In to zgodbice o živalih in za otroke. In sem jaz rekla, to pa ne more ostati v zveščiču, to pa nekaj, kar je treba dati otrokom. No in potem sva začela prebirati in sva nekako se ustavila pri srnici, ki je bila Berta, to je bila Berta še takrat, najbolj nekako izklesana in je že imela tisto materijo, ki jo je bilo mogoče potem takoj spraviti v življenje. No in potem seveda, ko sem prebrala zgodbico samo, sem rekla, tole mora biti pa podprto z res ilustracijami, ki bojo že same govorile in bo to vleklo otroka in odraslega človeka. Te ilustracije bi človek hotel imeti na steni, tako kot recimo od Marije Lucije Stupice včasih. No in potem sem sama pri sebi razmišljala, ok, če imam jaz zdaj to nalogo, da poiščem nekoga, ki bi pa to znal upodobiti, mi je Polona res prva padla na pamet, ker te njene ilustracije so tako zelo tankočutne, subtilne, hkrati podrobne, vse vidite dlačice, v vse, ona je tako zelo se res preda v to, tako zadiha z figuro, da naredi z tega umetnino. In seveda, jaz sem nagovorila Polono Lovšin, je rekla, ja, z veseljem naredim tvojo zgodbico, sem rekla, ni moja, ampak kot da je moja. Imava tukaj še enega srnjaka, Jerneja, in seveda je rekla z veseljem, tudi za Jerneja to naslikam. No in potem se je začelo, nekaj časa je trajalo, da je v bistvu poistovetila z samo zgodbo. Jaz sem med tem čistila besedilo, ki je potem tudi z vašo pomočjo se še dodatno nadgradilo in danes imamo tukaj res prečudovito zgodbico o srnici Berti in res ilustracije, ki te tako rekoč vase posrkajo in lahko samo gledaš. In sem navdušena, da je Polona res to speljala do konca, no, ker je vendarle 1 leto trajalo, da je vse skupaj dobilo podobo. Danes mi je najstnik rekel, da kaj tako lepega že dolgo ni imel v rokah, tako da to tudi nekaj pove. Jernej, poznamo vas kot igralca, ampak kako je začelo to ustvarjanje dobivati obliko knjig za otroke, ker to ni vaša prva slikanica? Ja, ta prvo, pravzaprav sem bil v dogovorih izdati že tam nekje 2006 bi moral biti. Začel sem seveda pa pripovedovati otrokom, svojim otrokom, sem začel pripovedovati pravljice in sem si jih izmišljeval in potem je seveda bila ideja, da zdaj pa to pa zapiš, pa je nastal ta zveščič. In potem je pa ena od teh zgodbic je že uspela, sem jo že spisal in sva jo potem z urednikom na eni drugi založbi pripravljala. Jaz sem si želel seveda takrat delati, ker je moja, bi rekel, ideal ilustracije mi je Jelka Reichmann, in je tudi z Jelko sva bila že v kontaktu in je tudi rekla, absolutno, Jernej, to bom. No, in je bil ta krtek Albin in je ona že risala in rekla, našla sem enega krtka bogega in sem ga si skicirala, da že nekaj krtki, pač da mogoče malo biologijo uporabim. Krtek, ko enkrat vam pride ali pa če ga vam izvrže, on ne more več not, ne more več v zemljo, on je samo v zemlji lahko, če enkrat vam pade, ne zna prijeti niti v svojo luknjo več nazaj, ne vidi je, ne zdi, zaslepi in umre. Zato v bistvu kmetje čakajo, da on stojijo tam na travniku in čakajo, da začne delati to goro
z lopato in ko enkrat odnese to goro, ne, in on je noter v tem delu. Ne. Tako se pač, no, otroci, no, tako sem vas zdaj malo hitro naučil. Pa da se vrnem pa nazaj in sem potem jaz to. In je Jelka Reichman in sem jo v bistvu spet, ne, tako je bilo. Tukaj je risala, tukaj je vse, bom takoj, in je bilo 1 leto, 2 leti, 3 leti, na gimnaziji je šla mimo enemu otroku in je bila čisto šokirana. A tukaj, no, pa smo rekli, da pa bomo eno drugo našli in smo pa našli eno mlado, fino Nano Homovec, mlado slikarko, ki je pol naredila to ta prvo. Potem sem jaz 2 vmes napisal po naročilu enega dečka Robin Food, ker je to pač bilo pisano v smislu hrane in waste, ne, pač zero waste, oziroma nič odpadne hrane in tako naprej. In to sta 2 dela. En je šel, drugi še ni. No, tako da četrtak v bistvu, ampak bi rekel čist, samo druga, šele moja čist, ne, ker tiste pač po naročilu je drugače. Je pa zdaj pa ta Berta, ne, sem tudi res vesel, da se je rodila in da je nastala in da smo jo dočakali. Kako sta pa vidva z branjem oziroma kako optimistična sta o branju v prihodnosti, glede na to, da danes otroci menda vedno manj berejo in da so predvsem odvisni od tega, koliko imajo starši te zavesti. Ker če starši ves čas imajo v rokah mobilni telefon, je malo verjetno, da bodo otroci segali po knjigah. Kakšen je pomen tega, da otrokom približamo kakovostne knjige? Ja, vzori vlečejo, ne, tako dobri kot slabi. Zato seveda mobilni telefoni pri starših niso dobra popotnica, medtem kot takšne zgodbice, kot je Berta in slikanice, definitivno. To je krasen nastavek za majhne otroke, ki so potem zrastejo v velike bralce. Jaz to lahko trdim po 2 fantih, najstnikih zdaj, ki sta odraščala ob slikanicah slovenskih in mednarodnih, sta se učila jezikov, podob in to otroku ostane. In danes je res nemilosrden čas za otroke, ravno zato, ker je preveč vsega. Preveč je motilcev, jim jaz rečem, za take trenutke, kjer se usedeš in bereš knjigo. Otroci so naravnani na hitre trenutke, na instant dogodke, na hitro dogajanje, predvsem pa na podobe, ki skačejo ven iz različnih tehnologij. Se pravi, knjiga je res nek ostanek časa, preteklosti, hkrati pa nekaj, kar je edina zaveza, da ne bo robotizirano čisto zares, ker človek prime knjigo v roke, jo povoha, ima z njo več čustvenih stikov in hkrati iz nje črpa. Jaz sem tudi predavateljica, profesorca in velikokrat rečem svojim študentom, ne mi med prvimi 10 viri navajati www. Prosim, če pridete z izvornimi gradivi, greste v knjižnico, se zakopljete in že samo, da nekdo navede nekaj virov in da jih je dejansko citiral, je to zame že nek znak, da je vložil napor in da bere. In dejansko vse te tudi verjetno bolezni, ki so novodobne otrok, ki jih zdaj še posebej odkrivamo, da več ne zmorejo slediti brani besedi in celo pisani, tudi pisava se recimo že zelo peša zaradi tega, ker da ne govorim o slengu najstniškem in kasneje, ko se tako rekoč podredi več ni celih besed. Skratka, jezik je živ in ga je treba gojiti izključno skozi knjigo in res skozi knjigo. Ne skozi nove tehnologije, ki nam ponudijo skozi algoritme že rešitve in nam napišejo na podlagi nekih ključnih besed besedila, pač pa da se usedejo in berejo. In zato starši, ki vlagajo napor v branje otrok, v bistvu res nalagajo v prihodnost. Bojim se, da civilizacije, ne samo generacije, ker to se pač potem multiplicira. Če so naši starši imeli veliko več branja, potem naša generacija že toliko manj, pa vendarle smo še vedno veliko brali, ker smo imeli relativno malo stika z drugimi tehnologijami. Tudi komunikacija je bila med mladimi drugačna takrat in danes. In na vse to imajo vpliv knjige in branje. Zato je treba res ne samo otroke vzgajati, ampak starše, da
potem seveda vplivajo na bralno kulturo in vzgojo otrok. Ne. Moja dva otroka, ko jaz poberem vse tehnologije, jih zaklenem pod ključ. Potem imata pa knjige, ki jih naberete v knjižnici in to je seveda bralne urice. Vsak dan, tudi med počitnicami, imamo prav bralno uro, se usedeta in bereta. In najprej upor, pa joj, pa kaj to spet treba, pa sem včeraj bral, ne. Potem se pa usede, pa ga pa ne odtegnem stran od knjige, ne. Počak, zdaj berem, pust me. In jo pustim in to lahko traja, lahko tudi uro, dve. In to je nekaj, kar res bi vsem staršem želela tako položiti na srce. Ne. Živ jezik, slovenski jezik še posebej dragocen. Ne, jaz sem živela dolga leta v tujini in vem, kako je res ta slovenska beseda, ne samo, da je redek jezik in da ga malo ljudi govori in da je eden izmed težjih, je tudi zelo lep jezik, ki pa seveda ne bo preživel, če ne bodo otroci brali, pisali, poslušali, se pogovarjali v lepem slovenskem jeziku. Ne. In takšne zgodbice v bistvu gojijo to, vzgajajo. Primer dobre prakse, ki je za posnemet. Pri vas ste pa živ dokaz, kako izpade, če človek raste s knjigo, z umetnostjo, oče je bil igralec, skratka, kako je bilo odraščati pri Kuntnerjevih s knjigami? Ja, gledališče in knjige in potovanja, veliko tudi v naravo. To je oče vedno, gremo ven iz mesta, vedno v naravo, zato smo tudi veliko na vikend hodili. Tam sem tudi jaz seveda tudi dobil vse, kar je zvezi z naravo. Ne. Potem pa kamorkoli smo šli naokoli, tudi po svetu, sem videval različno naravo in jo opazil. Tako da, jaz sem res med knjigami rasel gor in med gledališčem, zato bi se mogoče navezal tudi na teater. Gledališče, vse, kar je Jerca povedala, je nekako moje očitno poslanstvo umetniško so otroci. In je tudi pristal sem v gledališču za otroke in mlade, v Lutkovnem gledališču, dramske predstave, kjer gojimo, tako kot prej rekel umetnik ali umetnica, da mi s tem vzgajamo velike bralce, tako mi v našem gledališču pravzaprav vzgajamo velike gledalce, velikega gledališča. Ker če ti ne naučiš otroka iti v teater, in ga naučiti sedeti in gledati in poslušati, ne bo nikoli sam od sebe šel v veliko gledališče, ne bo šel. Se neki potem v gimnaziji, se neki profesori silijo, ja pa bomo naredili nek abonma, pa boste šli v abonma, pa prvo leto morajo iti, pa vse tako je bilo včasih, zdaj ne vem kako je zdaj. Zdaj verjetno še tega ni, ker ne smeš naciljiti. Pa smo bili v prvem letniku vsi v nekem, pa je kar 3/4 jih tudi ni več šla, ker to je brez veze iz tega nagledu in tako naprej. Skratka, če ti otroka voziš v gledališče in ga navadiš gledati, bo tudi lažje potem šel kot malo večji osebek, kot malo večji človek. Tako da mi delamo tam in zdaj verjetno pač nekako podaljšujem to roko umetniško še na to. A je večje zadoščenje, če igralec vpiše v svoj rezime, ne vem, Hamleta, ali pa eno vlogo, ki bi jo vsi želeli imeti v svoji karieri, ali to, da gredo otroci z vaše predstave s tistimi velikimi očmi in reče, wow, to je pa bilo nekaj. Ja, glejte, da nam se čudno slišali, lahko da je to tolažba moja, jaz se strinjam z vami v drugem delu. Lahko da je to tolažba, zato ker jaz nikoli nisem niti prišel do Hamleta. Ne. Začel sem v velikih gledališčih, v drami, v mestnem teatru, pol 6 let. Potem sem šel na Svobodo, sem tudi 6 let bil v velikih gledališčih, komedije, špas teatri in tako naprej. No, potem me je pa pot 2006 pripeljala v gledališče za otroke in mlade, Gomel, bivši, in ki so ga potem ukinili 2009-2010 in smo od takrat naprej pa pod Lutkovnim gledališčem. Ime je pa ostalo Lutkovno, no, tako da pač ljudje morajo vedeti, da je tam dramska in vse. Tako da jaz načeloma tudi, ko sem dobil dobre vloge, fine take gledališke, ne vem, v Millerju, Arthurju Millerju sem dve vlogi imel, se pravi, in Pogled z mostu pa Smrt trgovskega potnika, to so, bi rekel, spomeniki, ne, gledališke drame. Ampak pač k Hamletu nisem prišel, ko ga je takrat
igrala drama in ga je igral Šugman, ne, Jernej, pač takrat, seveda, ko je Šugi, ne more drug igrati, ne. In potem je bilo pa že, seveda, pa sem že šel ven, ker to se je moralo počakati najmanj 10 ali pa ne vem koliko let, da je Šugman bil že tudi malo prevelik gospod, ne, za Hamleta, da ga je en mlajši prevzel, ampak tudi spet v drami, ne, tako da nisem bil tudi v gledališčih. Tako da igralci si želimo igrati velike vloge, ampak se pa spet neka taka uteha, da ni velikih vlog, ampak so veliki in mali igralci, ne, in zdaj pa pač. Jaz sem predstavil tukaj in mi je to v bistvu prav, bi rekel, veselje in ponos, da to delam. Tako da nič si ne tolažim ali pa da bi rekel, nič nisem v tem velikem gledališču, ne. Ne, meni je to veliko gledališče in te velike učke, ne. Hamleta sem izbrala zato, ker je to sinonim za vse, kar najstnikom pade mrak na oči, če omenimo gledališče. So pa vloge, ki so, vi ste jih prerasli, ste šli naprej, ste vzeli nove TV nadaljevanke, ampak so pa nekatere vloge, ki bodo ostale za večno. Skratka, v TV nadaljevankah pa skoraj ni nobene brez vaše prisotnosti in vedno imate kakšno vlogo tako karakterno, ki vam res leži in ostane med ljudmi tudi potem, ko že dolgo ni več kakšne nadaljevanke. TV Dober dan, mislim, da 20 let je že od konca snemanja, pa Mercatori še kar živi med ljudmi, celo med otroki. Ja, res je. Imam kar eno srečo, da očitno znam narediti ene take, bi rekel, like, ki padejo v uho, v oči, v srce. To je od Boga dan, to ne moš, ne. Če nimaš, se lahko trudiš, pa ne moš narediti, ne. Tako da to imam res srečo, da lahko to naredim. Res kar nekaj nadaljevank in serij in vsega tega je bilo zdaj v tem mojih, bi rekel, 25 letih dela, ne, intenzivnega dela, bliža se tudi 30 let, no, tako da ostajam še kar pri 25, no, med 25 pa 30 oziroma kar 30. Ja, tako da so nekje me pol enkrat lani, kdaj so me celo nekako novinarji nekje ukronali kralj slovenskih nanizem, tako da sem tudi rekel, no, pogled pa sej, pa vendarle, ne, pa vendarle. Ni kar tako. Kot ni kar tako, ker imamo še kar v ušesih, recimo starši celo, otroci pa verjetno sploh, z kakšnih risank, kakšen glas, ki je ostal z nami. Kako pa je delati risanke, sinhronizirati eno takšno filmsko zadevo? To tudi zahteva en izjemen talent, hkrati pa ponuja eno celo možnost, eno paleto kreativnosti, ki je sicer, ni to nekaj zabetoniranega, ne? Ja, res je, res je. To me je seveda prišlo na pot življenjsko, umetniško, ne, da sem nekje v letu 2003, ko se je začelo sinhronizacije, ne vem, a zdaj prav po naših zakonih, oziroma so Američani, vem, da so zelo zahtevali, da se dela v lokalnih jezikih, ne, in so seveda tudi to izdatno financirali, tudi oni to plačujejo, ne. Ne zdaj, da mi sami, ne, ker to pol noben ne bi pri nas delal, ne, ker se ne splača. No, tako da Američani so zahtevali in dali denar in sem nekako prišel takoj zelo pri točki X, ne, da se po kriptovsko izrazim, sem prišel zraven in sem delal od nule pravzaprav. Sej so bile že prej sinhronizacije na nacionalni televiziji, cela naše otroštvo in mladost in vse. Ampak to so drugačne risanke. To je sproščeno, to lahko igralec karkoli vklopi vse. Tukaj govorimo o velikih produkcijah, to so, bi rekel, celovečerne risanke, ki imajo že izdelane like in jih moramo mi tudi za vse te glavne like, ženske in moške, narediti voice teste. Se pravi, moramo se prilagoditi ameriškemu originalu, da smo potem nekako čim bliže. Ne moreš si po svoje prirediti, ne, vloge. To lahko recimo smo na nacionalki, ki so še snemali pa to. To je bilo veliko bolj odprto, tukaj pa ne, tukaj pa oni gledajo. Najprej imajo oni Američani čez, potrdijo tega in tega in tega in tega, tele bojo delali, bomo delali, no tudi tle imam srečo, da imam posluh za jezike in da slišim in sem velikokrat potrjen, pa ne zato, ker je bil režiser, ampak pač ne, ker te oni slišijo, tako da to so res ene zahtevne stvari, ki se jih ne moreš. Skratka, ti že dobiš nek visoko podstat in nimaš od nič do 100, ampak imaš od 80 do 100 možnost igranja, ne? Možnost delanja. Se pravi, če smo dobri, lahko iz
iz dobre risanke naredimo samo še boljšo. Lahko seveda jo pa tudi zeznemo, ampak mislim, da je nismo, da smo vsako še, tudi bi rekel, zahvaljujoč moji komičnosti mogoče še malo obogatili, pa da se starši smejijo, otroci pa gledajo drugo zgodbo. Pri filmih se redko zgodi, da bi rekli, ampak slovenska verzija so boljša od izvirnikov. Nekaj smo že rekli o branju, ste pa tudi ambasador lahkega branja, kar pa ni isto kot lahkotno branje. Kaj v bistvu pomeni to? Ja, res je, ja. To marsikdo pol misli, ja, lahkotno branje, da so to neki doktor romani pa tako. Ne. Lahko branje se je rodilo z seveda civilizacijo in z vedno večjim zavedanjem, da eni ljudje pač ne morejo brati, ne? In se taki imenujejo dislektiki, ne? Včasih je bil še drug izraz, je bil legastenik, ne? Zdaj, in tudi to je bilo že grdo, ne? Kot invalid, ne? Zdaj se to ne reče več, ni legastenik. So dislektiki, pač ne zmorejo. Eni so pa seveda tudi pač tako, bi rekel, ljudje že s posebnimi potrebami malo omejeni in težji berejo take knjige. In se je to par let nazaj, seveda na zahodu malo prej, pri nas pa, kva bi rekel, enih 10 let, ne vem, če je 10 let že pri nas to. Jaz sem enih 7 let ambasador, prej je bilo, ne. In seveda to vodijo razna društva dislektikov, pa teh otroci s posebnimi potrebami, Velenje, tam gor so zelo aktivni, pa gor Koroška, Ravne. No in oni so začeli tudi prav te, bi rekel, težke knjige, kot recimo, da rečem, ne doktor Roman, ampak Romeo in Julija. Romeo in Julija prirediti v lahko branje. To je, lahko bi tudi seveda nekdo rekel, to je lahkotno. Ne, to je iz nelahkotnega materijala narejeno lahko branje, da lahko oni preberejo. Govorimo pa o 4 stopnjah, 4. stopnja je kar težja, 3., 2., 1. Prva je pa res, bi rekel tako, rudimentalna, osnovna, ne, da recimo, če ste bila Capuleti pa Montegi, se po mojem, sem se hotel enkrat poigrati svoje, pa so me tako, v bistvu so me tako spljuvale, no, te inštruktorce tega lahkega branja, da to ni, da to sem kar 4 naredil, da to ne more, da to ni nič, ne. Da to bojo one naredile. Ok, ne, in so potem one. No, tako da, v bistvu tam tudi imena moraš ven spuščati, ker tudi oni pozabljajo imena, oziroma ne preberejo imena. Capuleti, Montegi, recimo, če smo sam pri tem, ne bi. Ena družina, druga družina. Romeo in Julija verjetno mora biti ime, ampak to je tako, recimo, poenostavljen, da lahko oni to in preberejo in sprocesirajo kakšni, ne. Tako da, jaz sem vesel, da sem lahko to, da sploh pridem zraven, pa da mogoče sam še na hitro povem, tudi v tujini, pri nas tega še ni, v tujini so tudi deli časopisov prirejeni za lahko branje. Ne, tako da pač so neke te glavne informacije, ki so na prvi strani, drugi, tretji, so nekje na koncu povzete tudi v lahkem branju na nekem posebnem papirju, kar se ne sme preveč svetiti in ne, tudi oni to imajo, dislektiki. Ne sme nek material, ker pol se odbija in pol oni ne vidijo dobro, zamenjujejo in tako. Tako da to je ena taka, bi rekel, posebna umetnost, ne, da pa seveda spet strošek, da se greš to, ne, da pa nas še nismo tako da reči. Spet eno področje, o katerem se je dobro kdaj poučiti oziroma kaj več vedeti. Če se vrnemo nazaj k Berti, bi vas vprašala, kaj vse se še skriva v vašem zveščiču, Jarca? Kakšni so načrti pravzaprav, ampak Berta je še tako sveža, da imate verjetno tako načrtov še kar z njo. Jaz bi za Berto zagotovo si želela, da bi se postavila na gledališki oder, tako da zdaj bova začela snubati lutkovno oziroma dramsko gledališče za otroke. Bi bila zelo lepo, če bi se zgodila odrska postavitev, tudi kakšna plesna mogoče variacija, vrisanko, ne vem. Ali tudi kakšna jezikovna različica, ne, gospa Tanja. To bi bilo super, da bi šla ona v svet, da bi Berta spoznala še kakšno drugo, oziroma da bi druge dežele spoznale slovensko Berto. To, kar je pa v Zveščiču, pa je bolj Jernejeva skrivnost, kar nekaj je še zgodbic, ki bojo še razkrivale živalske svetove, po mojem.
Ja, živalske in človeške, seveda, ker preko živalskih, ne, to je že jezo, pa te basni so narejene na živalskih, ne, kako, kar lažji, pa če rečeš, ne, ta osel je osel, ne moraš tam eno Jože to reči, nisi osel. Mislim, lahko mu rečeš, ne, ampak fajn opišeš prek tistega civčka, ne, tam da je. Tako da prek živali si lahko veliko bolj direkten, ne, in zato se mogoče poslužujem tega. Seveda je pa tudi ena od variant, ki jo že zdaj tudi razvijam naprej, je pa tudi mogoče malo večja, malo več kot slikanica, ampak na človeških karakterih, tudi človeških. Ampak, če rečemo za konec, zdaj Berta je tako hodila po snežniških mahovih, po tistih jasah, daleč stran od ljudi, ampak zdaj pa bo prišla med slovenske otroke. Je to nekaj, kar bi bilo res primernega in lepega za vse vrtce, za šole, skratka nekaj, kar je priporočeno branje otrokom. Berta, dobrodošla povsod, ne? Ja, jaz upam, da bo to nekako malo imamo v mislih, ne, da bi Slovenijo prepredali, ne, od severa do juga in od vzhoda do zahoda. Ne. Seveda je pa zdaj vse odvisno od interesa, od letnega časa, od vseh raznih šolskih in vrtčevskih teh animacij in vseh. Tako da jaz upam, da bomo lahko predstavili to tudi izven Ljubljane. Ja, Berta bo na obisku povsod, to drži. Jaz pa hkrati seveda si bom prizadevala, da bo slovenska srnica, glede na to, da gre res za avtorski, izvirni in tekst in te prečudovite ilustracije, našla naše slovenske otroke, da bojo v Berti prepoznali nrav, tudi otroško, ki seveda je plaha, pa hkrati rabi tisti poriv, da gre v svet. Skratka, to je zgodba o bistri, plahi srnici in tudi je zgodba o vseh neopaznih otrocih, ki še ne vedo, kako izjemni in čudoviti so v resnici. In to je v bistvu tisto sporočilo, ki ga danes odnesite seboj in ki ga bo tudi Berta, ona bo ambasadorka tega sporočila tudi v nadaljevanju. Hvala lepa za tale pogovor. Hvala vam. Jaz pa vas povabim še ta teden, 14. bomo se na tem mestu pogovarjali o zelo pogosti motnji ADHD, ki pa je tudi lahko priložnost za rast in za kakšno spodbudo. Za danes pa hvala za pozornost in za vaš obisk. Pa še kdaj. Hvala lepa.